Zdravo, moje ime je Tokac in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Se lahko zlije v eno, če mi verjameš na besedo. Barva kože brez porekla, nož pod tvojo desno miško. Kar je v glavi naj bo noter, naj ne dela druge zmedo. Duša najde svojo hiško, preden se oči zavedo. Isti spoli, brez predsotkov, druge vere, brez ekstrema. Človek narejen iz stekla, oče, mati, tašča, boter, sem da je prava vnema. Ko je v tebi morje sreče, ne zaupaj več ožini. Vsi mutanti, ki jih ljubiš, niso več tvoji bližini. Jaz sem si najdel sol in boli me krv. Jaz sem si najdel sol in boli me krv. Jaz sem si najdel sol in boli me krv. Au, au, yeah, yeah. Jaz sem si najdel sol in boli me krv. Nisem več z njo. Vse lahko preliješ z vinom, zato ljubi bolj kot drugi. Z levo roko na krmilu, ko odhajaš, pojdi v stilu. Sončni žarki so s popustom, ti stojiš v prvi vrsti. Dragi moji sovaščani, haleluja, jaz grem z vami. Boli me k je bila slišana skladba skupine Dan D z albuma Knjiga pritožb in pohval. Z mano v studiu pa Nikola in Tokac. Lepo zdrav. Pozdravljen. Živijo, pozdrav vsem. Skladba, s katero ste najavili vaše novo delo. Malo te bom popravil, glede na slovo, malo smo občutljivi. Knjiga pohval in pritožb, torej pohvale morajo biti na prvem mestu, zato da pol se veš vse je bilo v redu, ampak in pol ampak pripelje do pritožb. Tako. O skladbi bo pa Tokac po mojem, kako rekel. Mislim, da skladba govori sama zase. Ali? Veš, da je bila poprava zelo dobra, ker jaz sem si narobe napisal naslov albuma. Aha, ok. Ampak veš, to kaže mogoče na to, na kaj so ljudje bolj nagnjeni. Meniš? Je danes večina ljudi kritizira, ne hvale. Bom ti povedal, jaz sem začel predalčkati ljudi že zdavnje in mi velikrat reče, mi to ljudje očitajo. Moj odgovor je, predalčkam zato, ker bi se mi drugače zmešalo, preveč razmišljam. In v tem predalčkanju ljudi delim tudi na to, na one, ki ko me ne
vidijo dolgo časa, ki izrečejo prvo pritožbo ali pa pohvalo. Torej, tipično imam neke prijatelje, ki rečejo: "O, stari, dolgo se niso videla, ful si se zredo." Torej, če tako odpreš konverzacijo, torej s pritožbo, pol nadaljevanje ne more biti pretirano dobro, raj imamo neki pohvalijo prvo. Pri meni je drugače, ne vem, če je pohvala, ker ljudje meni rečejo: "Kaj si shujšal?" Mislim, da je to večja žalitev, kot to, kar so tebi povedali. No. Leto 2018 je bilo za vas milo za drago? Misliš prejšnje leto? Ja, prejšnje 2 leti so bile milo za drago, razračunavanje samim sabo, oziroma cel bend se je uprl samemu sebi, da bi ustvaril nekaj novega. Kakor veš, smo ustvarjali v našem placu za vaje, smo bili, tam se je vse začelo, zdaj je pa prišel čas, da se ta naša zgodba preseli, da gre malo bolj v svet, bi temu rekli. In tako smo prišli tudi do Križanke, oziroma nova plošča je tudi razlog, da gremo zdaj ven iz našega placa in probamo muziko dostaviti ljudem. Sedaj, ko ste milo že obdelali, ste potem sedaj nastavili v vašem placu knjigo pohval in pritožb? Ne, nismo nastavili, ker smo si zadali cilj za to, da gremo v Križanke, smo obustavili vse dejavnosti v našem placu in koncertiranja nasploh po Sloveniji. Torej, glavni cilj so Križanke, do takrat dan D ne deluje navzven, deluje samo navznoter, se pripravlja za ta dogodek, potem bomo pa videli. 24. maj Križanke. Ja, za nas je to neke vrste referendum. Ti si bil v tem našem rezervatu, torej v placu za vaje, in milo za drago, torej higienska izdaja, USB zapakiran, ulit v žajfo, je doživela svoje mesto takrat v placu za vaje, v tistem rezervatu, v varnem okolju ljudi, ki jih je zanimalo, kaj počnemo novega. Zdaj pa po 2 letih inkubacije peljemo to stvar v beli svet, torej Križanke za nas so prvi nek preizkus. Tega otroka bomo vrgli med ljudi, ki jih ne poznamo osebno, v velikem placu, verjetno najboljšem koncertnem prostoru v Sloveniji. Ja, odigrali bomo stare skladbe, odigrali bomo pa seveda tudi nove in preverili, kako to deluje tam, ko nisi v varnem okolju svojega domačega placa. Druga, ki jo spuščamo, bo Ožina. Ožina je aktualni singel, bi temu rekel, in pesem, kakor danes te dan ponavljam, z veseljem, pa tudi žalostjo. Je to pesem, ki je nastala v sodelovanju z mojim dolgoletnim prijateljem Primožem Žižkom, ki je že veliko doprimogel skupini Dan D avtorsko, veliko smo skupaj ustvarjali. Nažalost je preminil prejšnje leto in to je, bom rekel, zadnji zapis, zadnje sodelovanje, ki smo ga skupaj ustvarjala, tako da smo njegov vokal uporabili in ga implementirali v glasbo. Torej zadnji njegov nastop z nami v placu za vaje, smo vzeli njegov posnetek in ga dali v to skladbo, ki bomo zdaj slišali. Pred nama je morje spustilo dlani, pustilo so stopinje daleč stran od ljudi. Če je v naju še malo moči, na tvojem hrbtu bi zapisal stvari, ko te zbujal se obrneš, vem, da nočeš, ja, končal se. To mi daš, jaz pravim, na tvojih podplatih je nebo. Dobil sem par nasmehov in kakšen objem, lepo. Pomagaj mi, če smeš. Nekaj ljudi, trma, svetiš ti. Vprašanje me lovi, gori je dolina, iz vesolja zve Ožina, iščemo stopinje.
Nikola, če pogledam na vaš Facebook profil, kaj ste, dan A, dan B, dan C ali ostajate dan D? Ja, to so zabavni kvizi, pa presenetljivo. Jaz sem že zdavni pogruntil, da ne drži to, kar mnogi pravijo, da se v Sloveniji vsi poznamo. Ne drži in tudi enostavno ne drži to tudi za globalne pojave. Torej, moja mama gotovo ne ve za 99% stvari, sploh tisti, ki se dogajajo v glasbi. Torej, ta gospod je zadev, sem slišal, je torej dan D, ne A, B in C, tako da mu privoščim, upam, da je s tem velikim znanjem prišel daleč na denarni lestvici te oddaje. Po mojem je bilo pa to vprašanje med onih prvih treh, ki jih dajo, ne? Da zasigurajo, koliko še 300 evriča lahko. No. Ste neke vrste šok band, ne veš, kaj lahko pričakuješ jutri od vas. Delate kot na principu neke šok terapije, imam občutek v zadnjem času. Ja, to se nam pozna, ne? Mislim, predvsem prvi, na kateri eksperimentiramo, smo sami, ne? Torej, to vpliva na nas same, ampak ja, mislim, po nekem prvem začetnem šoku tudi nas pol napade, bom rekel, zadovoljstvo je, da smo šli čez neko travmo, da smo se prebili in upam, da tako vpliva tudi na poslušalstvo. Se mi zdi, hočem reči, da malo se morajo potruditi pri dojemanju naše glasbe, pa ne toliko veliko, morajo se prepustiti in nam zaupati in ko se to zgodi, se mi zdi, da smo vsi bolj veseli in srečni, ko to slišimo ali izvajamo. No. Je to tako kot šok terapija pri zamenjavi trenera pri ekipnih športih? Pa mislim, da ne. Ena stvar je namreč za celo ekipo tudi brez trenerja nekaj, kar ni šok terapija, nekaj, kar je stalnica, ni spremljivka in to je visoka stopnja odgovornosti do lastnega dela, visoka stopnja odgovornosti do poslušalcev, sploh tistih, ki izrazijo željo ali pa nek trud zato, da pridejo v stik z nami. Mislim, da je to pa nekaj, kar se zdaj že leta in leta ponavlja. Torej, dan D je bend, ki mu ne moreš očitati, da golfa. In to se mi zdi v današnjih časih že taka izjemna zmaga. Mamljivo je namreč kdaj kaj pogolfati, kako bližnjico vsekati, pač tudi ko nas zamika, se potrudimo, pa se pač zabremzamo. To je bilo slišati tudi v vašem placu, kjer je prišlo več kot 2000 ljudi v teh tednih oziroma mesecih. Ja, zanimiva dinamika je bila, torej mi smo izpeljali nekaj, kar se nam zdelo naravno, za mnoge naše kolege v glasbenem svetu je bilo pa to čudo božje. Torej, na prvi špil je prišlo nekih 60 ljudi, pol mogoče malo več, ampak že na tretjem špilu je bilo jasno, prvo, da ne gre za javne vaje, drugo, jasno je bilo, da pride 100 do 150 ljudi na eno samo objavo na Facebooku, torej kaže na neka ta orodja komunikacije, kaže pa tudi na to, da očitno ljudje, ki prihajajo, so slišali dober glas v Deveto vas in prišli ravno zato, ker so imeli vnaprejšnjo garancijo, da tam ne bodo pogolfani, ker pri nas je, bogami, ti si torej bil. Preblizu smo ti, preveč stvari se vidi, sliši iz prve roke in takšni preizkusi so za nas najbolj stresni. Se mi zdi bolj stresni kot neki veliki špili. Na takem nastopu dejansko lahko vidiš vsakega poslušalca posebej. Ja, mislim, vidiš ali pa čutiš, bolj čutiš reakcijo. Ne? V vsakem primeru v tem našem placu smo od teh nekih nejasnih signalov ob prvem poslušanju, na koncu, ko smo izverzirali te naše nove izdelke, na koncu že čutiš neko navdušenje med komadi, čutiš ga v aplauzu, čutiš ga v dojemanju, ne? Torej se je muzika začela širiti in ja, to je najboljši preizkus je, da si blizu ljudem, da vidiš, če lahko sploh v intimnem ozračju glasba kaj naredi. Če ne naredi v tem ozračju, pa boljš, da ne greš nikamor naprej. In mislim, da smo ta test dali čez in ta štima, da lahko gremo zdaj v Križanke. V večji prostor. Naslednja bo Ne naredi mi tega. Nekateri pravijo, da je to najtežja skladba na albumu, seveda se nam ne zdi tako. Torej, gre za kompleksno skladbo, mogoče povzema veliko teh stvari, ki smo jih počeli zadnje 2 leti. Ima veliko formalno zanimivih delčkov. Ključna stvar se mi zdi pa to, da je skladba ohranila nek čustveni naboj, ki se ga drugače da slišati že samo s klavirjem in vokalom ali samo z vokalom. Mislim, da je tukaj na nek, vsaj za nas, čudežen način v sklopu veliko elektronskih bobnov, ki jih uživo odigra naš bobnar Obra. V sklopu vsega tega šmorna in citatov nekaterih klasikov, mislim, da je ta skladba zelo čudaški pop song za 21. stoletje. Če ne bom več sanjal, bolje da me ni.
če bom pozabil na prepovedane stvari, če bom zagledan vase, bom pozabil na ljudi, če se bom predal ni zame milosti. Če ne bom videl duše druge veroizpovedi, če se bom skrival v svoji pameti, če bom sovražil tiste, ki drugače mislijo, če ne bom ljubil tebe, ker ljubim te tako. Ker ljubim te tako. Če se bom predal ni zame milosti. Ne naredi mi tega, naj bom do konca jaz, neusmiljen, polneum, rahlo jezen in pogumen. Ne naredi mi tega, ne nadeni mi oklepa, smešna stran odkrivanja, ko umiraš, svet je lepa. Hvala, mi smo Dande. In poslušate radioaktivno. Skupina Dande z mano s knjigo Pohval in pritožb. Je to derivat Mila za drago ali deluxe izdaja? Ja, prej bi rekel deluxe izdaja ali pa neko nadaljevanje, ali je Milo za drago bila nek teaser za zdaj z Mašenco obdan projekt. V vsakem primeru se nam zdelo smiselno na en način deliti vse to, kar smo ustvarili, ipak je 16 komadov in to je velika količina. Verjamem, prevelika za poslušalca na hiter. Mislim, v enem poslušanju, da bi vse
akceptiral in ni plošča, spet verjamem, ni tako lahka v tem smislu, ker smo veliko angažiranja je bilo vnesenega in veliko smo hoteli predrugačiti, hoteli smo stopiti v drugo močverje in to zahteva, bom rekel, vsaj za one, ki so vajeni dan del v nekim drugačnem izričaju nas slišati, morajo se spet privajati na neko naš novi obraz, na neko drugo obličje in 16 knjig, zdaj v knjigi 16 komadov zveni seveda kot ena lepa knjiga. Ima podnaslov Milo za drago. Seveda, moramo biti malo maščevalni tudi sami do sebe. Torej, mi vsako to izdajo tretiramo smrtno resno in to se mislim, da vidi tudi po obliki, po formatu. Torej, živimo v digitalnem svetu, kjer do glasbe ni težko prideti. Zdi se nam, da če že damo kaj fizičnega od sebe, da to mora biti posebno. In mislim, da zelo posrečeno to zgodbo furamo že zadnjih 10 let, torej od kasete v polenu do USB-a, ki je bil v prejšnjem projektu DNK oziroma DNAD, do Mila za drago in končno knjige. To se mi zdi, da so taki fajn fetiš produkti, nekaj podobnega kot recimo Igra prestolov, torej Game of Thrones v glasbenem svetu. Ko si omenil vse te izdaje, kaseta, USB ključek, začeli s CD, sedaj ste zopet prišli na CD, boste potem v naslednji fazi še prišli do vinila? Vinil je nekaj, na kar nas nagovarjajo drugi že vrsto let, predvsem pa odkar smo izdali kaseto Tiho, ki je potem išla na CD-ju, pa so ljudje rekli, zakaj ne vinil, in mi jasnega odgovora nimamo. Čas je za neko vinilno izdajo, jaz mislim, da to čutimo, zdaj pa za katero od teh naših zgodb ali za nek skupek vseh zgodb ne vemo. Se pa pogovarjamo o tem in mislim, da 2019, mogoče v drugi polovici leta bo čas tudi za to. Mogoče album največjih uspešnic in potem trojni vinil. Ne vem, preveč si zdaj povedal. Mislim, da ne. Nekaj bomo naredili. Mislim, vinil se, tako ko si rekel, to je še en format, ki nam manjka, bi tem rekel, ampak ne silimo se, da bi ga zdaj zaradi tega, ker manjka, mora se zgoditi trenutek in razlog, da ga sploh naredimo. Kaj bo gor, bomo videli, ko bo. Še eno bomo slišali z prvega dela, ki smo ga že 1. januarja tudi vrteli v eteru, to bo Morilec, oziroma kot si mi dajo tokrat ne Morilec, Morilca. Danes smo mi dva Morilca na pohodu in tle se tema spušča v Ormožu, idealen ambient, da se malo sprehodiva po mestu, kaj ne da, Nikola. Ormož, eno bolj krasnih mest čez dan, ko pade noč, pa mal ne znam točno povedati. Mal je tako kot v kakšni skandinavski nadaljevanki. Tudi če ima ta nož, bi mislim, da ostal kar v žepu, ker ti ne bi našla nikogar. Ja, bravo. Okay. Važno, da noben ne najde nas. V Ormožu še nisem bil tepen. Že kaj, v Mariboru sem bil, v Brežicah. Kjerkoli sem bil tepen. Nekaj je v meni počilo, srce se je od bistva ločilo, besede zdaj režejo kot diamant. In vem, da me boš vprašal, če boli, ko potihem nekdo umori vse svoje sanje in se prebudi v realnosti. To je zadnji oglas, to ni voda, ne čas. Stari, še mislim na nas. To je stanje duha, črno se ti poda. Stari, to je naš DNK. Tu čega noben ne pozna. To je zadnji oglas, to ni voda, ne čas. Stari, še mislim na nas.
Dolgo smo se imeli prav lepo, zreli smo v rožnato nebo. Čas je, da duh zdaj zapusti telo. Nikola in Tokac, člana skupine Dan D, sta z mano v oddaji Radioaktivno. Knjigo pohval in pritožb danes vrtimo. 16 pesmi je na albumu. Ja, 16 poglavij v knjigi. Pohval in pritožb. Ne vem, kaj bi ti rekel, kaj je to, dosti zate ali premalo? Za me je dosti. Čeprav vem, da je v kreativnem procesu nastalo še veliko več. Ja, seveda, no, če lahko to omenimo, da v bistvu je z nekih, jaz ne vem, ti si Nikola bil prvi v tej liniji, torej jaz sem od sebe dejal skozi njegov filter, tako smo se zmenila, da jaz dajem ideje oziroma songe, ki jih imam, on jih bo filtriral, iskal, tukaj da se jaz ne odločam, ker jih imam preveč. Če naredim en song dnevno, je to za mene, pol sem v redu, ne, kot da sem maraton pretekel, oziroma sem v formi, tako da se pri meni nabralo veliko tega in ne vem, kakih 200 idej si moral premlet, ne. Torej, to je en delček tega, kar sem njemu dal. In je on iz tega pol, bom rekel, izfiltriral, sigurno, on izfiltriral, pa pol mi skupaj z bendom, po nekih 60 komada, pa na 30, pa pol na, ne vem, na koncu smo pristali na 16, pa smo že bili na 17, že ampak, lej, mislim, lažje rezati, ni lažje zrezati, ampak je to nujno in moraš zmanjšati pričakovanja in to je v bistvu dober način, da se umiriš na en način, ne, da kakorkoli 16 gleda veliko, s 200 je to malo, ne. Pri izboru skladb bi lahko imeli svoj reality show, da bi poslušalci zbirali to je, to ni. Mogoče naslednjo ploščo, veš, to je tudi zanimivo, ne. Ja, pri taki količini bi si upal tudi tega iti. Pa bomo kot Game of Thrones, kako si rekel, ne, ker oni pol fani narekujejo, kako se piše scenarij, ne. In potem nastane končni izbor album 20, mogoče ali pa 15. Po mojem, če bi iskal najnižji skupni imenovalec, bi iz tega nabora 200 največji konsens bil pri 10 komadih od 200, predvidevam. 5% uspešnost, štima, odlično. Se je to kazalo tudi v placu? Ne, v placu, veš kaj, v placu smo se z ljudmi pogovarjali. Torej, tam ni bilo anket, nismo nobenemu lističev talali, nismo se niti pogovarjali o konkretnih skladbah. Ne. Ljudje so pa slišali neko porcijo glasbe in tudi pogosto niso znali povedati, o kateri skladbi govorijo. Ne. Pogovarjali smo se pa o celostnem vtisu in mislim, da je to ta glavna odlika tega albuma. Celostna podoba vse skupaj štima. Skladbe so lahko različne, tematike so lahko različne, ampak deluje, kot da je to pač ena zaključena celota. To se mi zdi danes, ko glasbeniki velikokrat naredijo pač single številka 1 pa single številka 2, torej pri nas je proces bil precej drugačen in posledično pripeljal do tega, da je album, oziroma kot me je enkrat en hrvaški pop zvezdnik povprašal, rekel, Nikola, kam pelje ta svet, a bomo mi, torej stara šola, še imeli kaj za početi, in sem odgovoril, ne skrbi, zate je znano, da ljudje želijo slišati roman, želijo slišati album. Torej, ti nisi tipičen single umetnik in mislim, da tudi Dan D super krasno posamezne skladbe delujejo, ampak želja pa je tu izpovedati nek del življenja, neko celoto, kar je pa malo več kot ena sama skladba. Glasba, sedaj nadaljujemo s tistimi, ki še nismo slišali. Trigger za srečo bo naslednja. Odličen začetek. Meni je to ena najljubših skladb, predvsem zato, ker je okleščena na enostavno zgodbo dveh oseb, torej Dušana Obradinoviča na bobnih in Tokca na vokalu, torej brez dodatne navlake benda. Vsakič, ko se zbudim, izvem, kar je všeč ljudem, ni moj trigger za srečo. In če me vprašaš, ti povem, sem vsaker za objem, čeprav ne rinem gnečo. Misel že znana, ustavi se sama, pred
polnim sobanam vina in hrupa, lačen razvrata, ne trkaj na vrata, tam se ga boš napil iz obupa, saj veš, da v temi je najbolj sijoče in ti nisi kosej tej svetlobi. Žival gre, kjer se ji zahoče, ti pa ostani v predsobi. Vsakič, ko se zbudim, izvem, kar je všeč ljudem, ni moj trigger za srečo. In če me vprašaš, ti povem, sem vsaker za objem, čeprav ne rinem gnečo. Trigger za srečo skupine Dan D. Ko vas tako poslušam na albumu, ste zvočno zelo raznoliki. Ja, mislim, vse smo se tudi trudili biti, ampak kot je Nikola rekel, je ipak neki skupni koncept, neki skupni imenovalec obstaja. Znotraj teh 2 let, ker smo delali, se je izpilil tudi neki koncept oziroma neka zvočna slika, ki je. Mogoče odstopajo kakšni komadi, kakšnih par komadov dejansko odstopa po svojem izrazu, ampak te neki formi, kot so, odstopajo pa od poprečja nekega drugih komadov slovenskih izvajalcev. Torej smo se tudi trudili v tej konvencionalnosti iskati nek, s tem lahko rečem, humor, oziroma malo greš v stran. Ne? In eni bi se nikoli ne bi šli v tem konvencionalnem smislu tega, mi si pa že dajemo toliko te svobode. In seveda zvokovno smo si privoščili marsikaj. In ko smo šli v ta neki drugačen pristop, prvo je tudi nam samim bilo to dokaj čudno, mora se navaditi na novi sound. Ampak v roku trajanja 2 let ti dejansko izločiš tisto, kar ni dobro, kar je balast, kar je bilo mogoče na silo tam, in počasi se stvari kristalizirajo in se dobi ena skupna slika v končni fazi. Ista misel. Tudi precej elektronike slišate, tudi ko sem vas poslušal v živo. Ja, mi elektroniko ponovno tretiramo precej drugače kot neki drugi izvajalci. To, kar zveni kot elektronika, tisti, ki so bolj pozorni, bojo hitro pogruntali, da je to nekaj, kar vseeno izvajajo živi ljudje. Torej, nimamo zadev sprogramiranih. Večino teh stvari, čički pa neki te zvokci, ki se dogaja, odigra naš bobnar, torej v živo, in mislim, da to doprinese ključno razliko do tipične elektronike. Želimo, da se tukaj čuti, da nek živ človek dela, gara, in mimogrede morajo garati 2 leti zato, da je spremenil desetletja prejšnjega načina igranja, in danes smo se s Tokcem večkrat pogovarjali o tem, kako si za to zasluži posebno priznanje. Torej, to je ključen element te neke elektronske zgodbe, torej ta tolkalski del. Seveda pa tu so tudi električne kitare, se ne izogibamo torej tudi tem starim tradicionalnim inštrumentom, tokrat vzame tudi akustične kakšne igrače v roko, vendar želimo pa poudariti, mi znamo te rockerske stvari delati. Ljudje, ki nas poznajo, to vejo. Ne želimo pa pač do penzije ustrajati pri tem. Želimo pogledati, kaj se dogaja še v nekem drugem svetu, in pogledati, kaj se dogaja v 21. stoletju. Torej ste tudi bend za spremembe. Mi smo, absolutno smo se spremenili v kameleone, smo se spremenili. In to v zadnjih 10 letih začelo se je sigurno pri projektu Tiho, kjer smo sami sebi svet obrnili na glavo, in od takrat ni nič lažje, ampak ni nič tudi bolj zabavnega, in še kar najbolj pomembno, ni povratka nazaj. Ko enkrat stopiš nekam, vidiš drugi svet in veš, da živeti samo v eni luži je brez veze. Pač tako je pri vseh stvareh v življenju, mislim. Tokrat, ker si že zvezda, kako plešeš? Plešem z leti težje, s kilami pa še težje. Zvezde plešejo bo naslednja? Zvezde plešejo naslednja, in zvezde plešejo je tak, tisto, ko sem prej povedal, ta neki zvočna kulisa je, bom rekel, gre za en konvencionalen rock komad, klasičen v nekem smislu, ampak glede na zvoke in igro, ki smo si privoščili, je za mene to duhovit moment, ki ga marsikje manjka v glasbi.
se prelomijo krvavo, ni odraza mojih misli. Lahko verno spustim tebe, noter da mi zmešaš glavo, ali pa vasi in haraš, hočeš vzeti tisto v svetu, ko spustiš se na kolena, se me lotiš prav neto. Lej to, lej to, lej to, danes zvezde plešejo. Moj nasmeh je nalezljiv, ko prevesi se v moro. Danes zvezde plešejo. Jaz sem kup denarja, ti bi zlezla na to goro. Danes zvezde plešejo. Nočki išče ljubeznive, se prelomijo krvavo. Moj nasmeh je nalezljiv, ko prevesi se v moro. Danes zvezde plešejo. Jaz sem kup denarja, ti bi zlezla na to goro. Danes zvezde plešejo. Moj nasmeh je nalezljiv, ko prevesi se v moro. Danes zvezde plešejo. Jaz sem kup denarja, ti bi zlezla na to goro. Zvezde plešajo na takte ritmov skupine Dan D z albuma Knjiga pohval in pritožb. Dve varianti albuma je sedaj možno dobiti. To je podobno kot pri skladbah, mi imamo problem tudi z idejami, predlogi, pa konec koncev vse tudi tvoji poslušalci in ti, vsi se spopadamo z istim problemom. Preveč idej imamo, pa moram reči, vse smo vsi brihtni in super, ampak premalo imamo realizacije. In verjetno in poslušalci, ti, mi dva, torej vsi se spopadamo s tem, kako narediti vse tisto, kar bi si želeli narediti v življenju. Pri tem formatu ključni je knjiga. Torej želimo, da je to knjiga in želimo, da se kot knjiga razlikuje od klasičnega CD-ja. Sekundarni format je CD, ki izgleda spet kot knjiga, ki se poimenuje kot knjiga in mimogrede v sebi tudi vsebuje knjigo oziroma knjižico. Zakaj smo naredili ta dva formata? Zato, ker nas v industriji še vedno prepričujejo, da je CD ostal kot dominantni format za poslušanje fizične glasbe, torej prodajna mesta za CD-je pa niso več tako, kot so bila včasih, torej neka prodajalna recimo v Ormožu ali dve, kamor si lahko šel nabaviti CD. CD se kupuje na pumpah, črpalkah in podobnih placih in zanje je treba pripraviti izdajo, ki je sprejemljiva za njihovo prodajno mesto in mi s tem nimamo težav. Pa smo naredili še en tretji format, ki je rahlo drugačen od izvirnika, ki se mu reče knjiga za zares. Lahko pa opišeš tudi pohvale in pritožbe. Oboje je namenjeno točno temu. Želimo, da ljudje to vzame pa malce čkajo potem, torej tudi ni treba sem pohvaliti. Življenje se sestavljeno iz enega in iz drugega in mislim, da je prekletstvo slovenskega glasbenika v tem, da sliši samo pohvale. Torej, ljudje se težko zares pridejo pritožiti osebno pa povedati kaj konkretnega. Torej, če bodo ljudje nam poslali pohval in pritožbe, zagotavljam, da bomo prisluhnili, enakopravno bomo obravnavali oboje. Ste že videli kak CD, kjer je kaj vpisano? Ne, čakam, mene zanima, kdo bo prvi ta korajžnež, ki bo uničil, onesnažil, onečastil tole naše knjižico in nekako, ne vem zakaj, ampak pričakujem, da bo to pritožba. Po čem to sklepaš? Želim si, da je pritožba, po moje, ne vem, verjetno tako. Ker po moje, kaj lepega napisati, po moje, oni, ki hočejo kaj lepega napisati, se ne bojo upali nič napisati gor, ker ostali bojo pri lepi misli. Tisti pa, ki mu gre nekaj na živce, po moje, energija bo eksplodirala in bo mogel gor napisati, ne vem kaj. Z debelim bo trikrat šel čez, da se vidi. In zagotovo bo imel psevdonim. Upam, da ne. Se to je to, da smo čim bolj iskreni eni do drugih.
Kaj pa Nikola, ti pričakuješ pohvalo ali pritožbo najprej? Veš, da nisem razmišljal, ampak ključno je to, kar si rekel, želimo, da ljudje s tem formatom komunicirajo. Torej, morajo se malo pokakati gor na njega, zato da začutijo neki mal razbremenitve. Sploh knjiga je tako lep izdelek, ali pa tisto milo. Ogromno ljudi, recimo naše milo za drago, torej žajfo, nikoli niso in ne bodo uporabili pod tušem, tako da bi si drgnili neke dele telesa, zato da pride do USB-ja, niti ga ne bojo razrezali, nekateri ga celo niti iz ovoja ne bojo dali. Zakaj? Lep izdelke. Enostavno lep je in če ti želiš priti do vsebine, moraš to lepoto uničiti. Mi pa zagotavljamo, da ko boš enkrat to naredil, prideš do tistega, kar je esenca in priporočamo ljudem naj to naredijo, pa bojo poročali v izkušnjah. Angel, naslednja. Angel, ja, no, po moje boš ti prvi radio, ko bo to zavrtel, glede na to, da so zdaj aktualne ene komadi iz Mila za drago. Tle pa vrtimo seveda tisto, kar je bilo še dodano na CD-ju in Angel je, kaj ćemo reči, mislim, jaz lahko rečem, da je to komad, ki sem vsebina je, rečemo temu, da sem ga napisal svojemu otroku, oziroma on je bil moja inspiracija za ta komad, se mi pa ne zdi, da bi mu ga vrtel, preden gre spat. No. Budiš me dobro pozne. Spi, angel moj spi, reši mi dušo, pusti slabe dni.
Knjiga pohval in pritožb skupine Dan D danes vodaje radioaktivno. Nikola in Tokac sta z mano. Tudi kritiki bolj pišejo pohvale kot pritožbe. Ja, meni osebno, jaz nisem imun na to. Enkrat, ko damo nekaj od sebe, nekaj, v kar si investiral veliko časa, energije, pozornosti in denarja, meni ni vseeno. Velikokrat sem že rekel, da baš me briga, ampak ne drži. Fajn mi je, če ljudje prepoznajo vse to, kar je bilo vloženo not. Fajn mi je, če lahko nekaj odnesejo od tega, torej če imajo neke koristi. To pogosto ne rata. Ampak če ne rata pri tem delu koristi, mislim, da zahteva velikega človeka, da javno, recimo v medijih, izrazi spoštovanje do vsega, kar je bilo vloženo v projekt. In to je nekaj, česar tej skupini nihče ne more očitati. In to se mi zdi taka izjemno dragocena in izjemno redka kvaliteta. Mladina vam je podelila 4+. Par dni nazaj. Nisem videl nič. Moramo kupiti Mladino, moramo kupiti. Pa ne vem, če ni izdaje, kjer je Orban na naslovnici. Okay. Zgodovinska izdaja, bomo nabavili. Mimo grede, vneto sem polajkal vse objave gospoda Lavriča na temo Orbana in naslovnice. Sem izjemno velik fan. Da se ne boste vi upravičevali. Ne, prepozno je za to. Potem še ena kritika na Sigicu, in sicer takrat albuma Milo za drago, kjer piše, da gre za pogumen album. Pa pogum je ena od stvari, ki spada k odgovornosti. Torej, mislim, da je najlažje, da ne rečem celo strahopetno, ustrajati pri formulah, ki delujejo, takrat, ko ti čutiš, da to niso več tvoje formule. Ti veš, da se kot ljudje hitro spreminjamo, mislim, da tudi poslušalci, če pogledajo sebe, zavrtijo film 5 let nazaj, lahko ugotovijo, da niso več isti ljudje. In mislim, da zahteva veliko poguma, prvo, da to priznaš sam sebi, drugo, da to poveš nekomu drugmu, še posebej, če to poveš nekomu drugmu, ki bi najraje videl varno podobo tebega, takšnega, kot si bil v preteklosti. To, kar je staro, kar je znano, tu se ljudje varno počutimo. Ljudje, ki se spreminjajo, so nevarni. V slovenski glasbi je veliko takih spremenljivk, ki pa počasi odhajajo ena za drugo. In to, česar se jaz bojim, je svet, v katerem bo glasba postala varna, predvidljiva in brez poguma. Takrat tudi ne bo več nevarna. Naslednja, ne vem, ali je to v kitajščini? Ne, v vietnamščini. Torej, sledeče, če lahko preberem, upam, da znam vietnamsko, torej, kako to? Mogoče kdo potegne kakšne sporednice. V glavnem, pesem, ki je nam zelo draga, ne vem kaj, v končni fazi ta pesem je v hrvaščini, čeprav je naslov v vietnamščini, tako to ti lahko vse pove o tem. Evo, nimam kaj več povedati. Sam kozmičan i putujem u Vijetnam. U Vijetnam.
dan-d.net je vaše domovanje, vidim, da ga sproti ažurirate. Majhna skrivnost, od vseh teh spletnih orodij v resnici mi uporabljamo za zares samo eno in to je pač ta Facebook. Na to smo pristali kot skupina, to še ne pomeni, da individualno nekateri, recimo tale, ki sedi tukaj zraven mene, da ga ima, da ga uporablja razen danes. Tako, danes se bomo lahko še o Twingotu posebej razgovorili. Torej, Twitter, spletna stran in druga orodja upravlja naša Nina. Za vsako objavo se sicer posvetuje z nami, ampak mi smo sposobni upravljati neposredno samo z enim orodjem, Bog pomagi. Lahko pa tudi povem, ko sem jaz besno rekel, no kaj pa ta Instagram, ko vsi pravijo, je Nina surovo pribila nazaj, to ni za vas. Ampak pravijo, da je sedaj to za vse mlade, kar ste tudi vi. Hvala, prijatelj, ti tudi. Zato sem šel tudi na Instagram. Bomo prenesli to naši PR-ovki in jo zaprosili, da nas pogleda s tvojimi očmi. Tokrat redni uporabnik Facebooka, Twingo za 600 € je že v garaži. Ne, v bistvu še zmeraj ne uporabljam Facebook, ampak uporabljam ga preko moje PR-ovke Nine, tako da je pokličem s telefonom in naložim, da nisem hotel dati glas v avtonet, pa kaj pa se rekel, da vidimo, če ta Facebook sploh deluje. In me je presenetilo, dejansko deluje. Nina je dala oglas na Facebook in se je usulo kar par nekih ponudb. Danes smo že si ogledali enega Twingota izpod kozovca, se mi zdi, ali nekaj je kozovce bil. In je prav lepe plave barve, sem se zaintrigiral. Ne vem, bomo videli, še se nisem odločil. Jutri gremo na Primorsko, mogoče mi je na Primorskem, pa kaj tudi zanimivega. V glavnem pohodim po izvedba in traganje za Twingotom se nadaljuje. Ne morem ti še nič povedati. Mogoče te pokličem naslednjič, pa ti povem, da boš poslušalcem oznanil veselo novico, da imam novega. Da ne boš potem na koncu potrkal na Revozova vrata. Ja, mislim, trenutno nemam toliko denarja. Zaradi tega kupujem tega, ne pričakujem od dobrih ljudi, da bojo dali dobro ceno. Nikola, ti si kaj zraven pri pogajanjih za ceno? Ne, jaz mislim, da to, kad to zna sam, sploh pa v tem cenovnem rangu, ni prav veliko manevrskega prostora. Danes sem bil priča, ki je bila cifra 400 € in kaj ne rečem, mislim, da v tej situaciji klinc. Lahko bi 10% dol zbil, ha? Ja, mislim, ker jaz sem dal, v bistvu je bil moj ultimat, je bil, izdam 600 € in sem se tudi pripravljen še kaj pogajati, mogoče za kaj več, ampak ko sem videl, da tu za 400 dobim, sem rekel, mogoče sem pa preveč ponudil, ne. Tako da se še malo, ne. Bomo videli. Na naslednjem albumu pričakujem že tudi skladbo kot bonus track Twingo. Ne vem, ne verjamem, oziroma če bo pa Renault res kaj meni potrkal na vrata, pa mogoče. Predzadnja bo Živ. Živ je rock opera, sestavljena iz 5 delov. Pa mislim, jaz sem silil tako malo, da ga imamo gor, ne. In meni je zelo všeč iz stališča tega, da se tle, tudi, bom rekel, avtorsko sem se tle malo sprostil, sem prav hotel narediti neko skladbo, ki ima več plasnost, več delnost, drugačno ritmiko, torej 7/8 noter, veliko različnih harmonskih prijemov, torej nekaj, ker sem se lahko malo po domače izdrkal. Ampak seveda s tem, da ostaneš okusen in da ne vlečeš preveč pozornosti s tem svojo željo na nas, in mislim, da ta komad meni še zmeraj ima eno posebno mesto. Me zanima zdaj, kako bojo ljudje odreagirali, kaj so dobili na CD ploščku še to skladbo, ali bo koga pritegnila. Jaz verjamem, da bo kakšne čudake pritegnila. To mi je pa potrditev potem.
slučaj, ni dovoljen kišnjaj, moraš me vzeti celega in to zdaj. Živ skupine Dan D, z knjige Pohval in pritožb. Za konec 24. maj, Križanke. Česa bo več, vodoravno ali navpično? Če prevedem, novih ali starejših? Torej, vode in ravnega bo nekaj več kot novih skladb. Bo nek tripartitni koncert, ki bo vseboval tako znane uspešnice skupine Dan D, kot nekatere akustične skladbe iz našega projekta Tiho. Seveda malo več kot tretjina bo pa novega repertoarja, torej novih skladb, in bomo se potrudili biti prizanesljivi do publike, ker bomo hvaležni vsakemu, ki pride. Pisala je treba prinesti s sabo. Seveda, mislim, čeprav tudi jaz bom imel eno v žepu in bom ga z veseljem znucal za tih 3000 ljudi, če pridejo. Tam bo na voljo verjetno tudi plošček. Ja, to je zanimivo, ko se pogovarjamo danes o tem fizičnem svetu, v digitalnem, ugotovimo, da ljudje v resnici imajo še vedno radi fizično. Radi dobijo nekaj v roko, radi začutijo, zato se mi potrudimo, želimo, da je tudi pod roko, ne samo vizualno. Želimo, da je ta papir nekaj drugače, želimo, da je relief, želimo, da je tisk in želimo, da se vidi, da je to delo živ človek. In to se pri knjigi najbolj vidi. In kar je zanimivo pri tem, da ta ambicija do živega produkta se najbolje izrazi ne v trgovini, ne na spletu, temveč na koncertu. Takrat ljudje lahko vidijo izvajalca, umetnika v živo in se tam prostovoljno odločajo, ali bodo podaljšali to izkušnjo še z nakupom CD-ja. Tako da, ja, absolutno, CD bo tam v vseh možnih pojavnih formatih, prav tako Milo za drago in prav tako katera od naših starih izdaj, z izjemo ene, in sicer danes sem zvedel, da so pošle prav vse zaloge našega koncertnega albuma Dan 202, ki je bil te dni predvajan na televiziji. V glavnem od danes naprej uradno, fizično te zadeve ne morete več kupiti in mislim, da se bo podobna zgodba zgodila z Tiho, torej zdaj smo še naštancali novo naklado, bojim se, kako se pač ta svet giblje, da v bodoče več tega ne bo. Boste potem s tem repertoarjem stopili tudi izven Križank? Ja, v bistvu, tako kot prav, to je neki referendum, kjer bomo videli, koliko veljamo na en način, koliko velja ta naš cel koncept, ki smo ga pripravili, ker namreč se pripravljamo konceptualno za ta dogodek in bo vloženo veliko dela, da bi ta format koncerta izdržal, ne? Da bi imel smisla in oziroma da bi dali nekaj več. In v vsakem primeru nekaj tazga delati samo zaenkrat je nesmiselno, ali se bo to nadaljevalo, moja želja je, da se seveda nadaljuje, ampak to bo pa pokazal čas, ne, sigurno. Potem pa kreativno naprej? Ja, ne vemo nič, se ti pravim, referendum je 24. Torej, kar se bo zgodilo, potem je vse odvisno, ni odvisno od, referendum je dobra beseda. Na en način mi delamo nekaj iz sebe in zase in za ljudi, iskreni smo do ljudi iz tega. Ni pa nujno, da ljudje to razumejo in si želijo. Če si ljudje tega ne želijo, mi nimamo smisla obstajati, ker ustvarjanje muzike zaradi samega sebe je pol lahko potušen pojem in to lahko počnem do konca dni. Če imamo še zmeraj komunikacijo z ljudmi, če je ta kanal odprt, pol je absolutno, mi dobimo veliko moči v naša jadra in plujemo naprej. To, kad tolikokrat si omenil referendum, imam čutek, da potem tudi kandidirate za Evropski parlament. To je njegova beseda, ki sem jo vklesala zdaj, pol je tako definiram, ampak on reče referendum, jaz rečem latmus papir. No.
Eto. Ja, Evropski parlament, politika, ne, hvala. To nas Ampak 20.000 evrov je na mesec v igre. že postaja bolj zanimivo, se lahko začnemo pogajati. 20.000 evrov je kaj plača? Ja, z bonusi. Jaz mislim, da lahko koga iz benda pošlje. Za Francija Keka idealno. Ja, imamo veliko prijateljev, ki mogoče ne vejo tega podatka. Ali vejo in ne upajo. Ja. Še eno bomo zavrteli za konec, to bo Wonder v angleščini. Ja, to boš pa ti povedal zdaj. Torej, gre za eno od skladb, ki meni osebno, torej skozi moj filter tudi zaradi jezika ne gre, vendar komad, pismo, krasen in krasen nam je tudi za zaključek koncerta in za zaključek albuma. Tako da to je en razlog. Drugi razlog, jaz popolnoma verjamem, da do Križank bo tokrat uspel spisati besedilo tudi v slovenščini, ki bo še boljše od tega. Tole je namreč zelo dobro, zelo pa še ko ata na mamo, vendar mislim, da ko bomo v Križankah slišali slovensko verzijo, to bo šele krasno. Ja, to je njegova rak rana. Jaz pa pravim, nisem uspel prepesniti ta komad v meni željeni formi, torej lej, bomo imeli pa šareno, ne bomo imeli hrvaško, vietnamsko navezo, bomo imeli slovensko, angleško, mislim, super, a ni to lepo? Čudovito. Wonder za konec, Tokac in Nikola, hvala, da sta bila gosta oddaje Radioaktivno na Radio Prlek ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Hvala tebi, hvala poslušalcev in tvojim poslušalcem in moram še ponoviti to, kar sem že rekel dvakrat. Hvala, ker podpirate slovensko glasbo, mislim, da to treba glasno reči in mislim, da to Muskontarji premalokrat izpovemo. Tako že, hvala vama. Hvala in zdaj počasi gremo v Ormož v noč. Times I have to wonder before I get it right. And yeah, this is wonder. I'm still alive, 'cause I know I've got you wondering too. This is as close as it gets, my love. This is as close as it gets, my love.
Moje ime je Tokac, pevec skupine Dan D in vi poslušate oddajo Radioaktivno.